Dobro jutro, dober dan v novi nepremičninski kavici. Sreda je in spet se družimo. Tako da najprej bi vas rada vse skupaj lepo pozdravila. Hvala, ker nas spremljate, hvala, ker komentirate, hvala, ker postavljate vprašanje in hvala, ker ste skupaj z nami. Danes bomo spet govorili o eni zanimivi temi in sicer o gradnji v lastni režiji. Mogoče za tiste na začetku, ki me še ne poznate, da se čisto na kratko predstavim. Sem Mojca Žižek-Mesarec in na nepremičninskem trgu zdaj aktivno delujem že, bom rekla, da 15 let. V tem času pa sem se nekako srečala že v vlogi prodajalca, kupca, zastopnika, posrednika, pa tudi investitorja. V vlogi samograditelja, kar je tudi današnja tema, torej gradnja v lastni režiji, da ali ne, pa se še nisem srečala. Pa bom rekla, da nekako verjetno, po vsej verjetnosti, ker nikoli ne reči nikoli, se tudi ne bom srečala. Torej, kot sem že omenila, današnja tema gradnja v lastni režiji. Najprej vse skupaj, da vas lepo pozdravim, vse tiste, ki se že zbirate. Hvala Ina. Dajte napisati vsi tisti, ki ste tukaj, odkot prihajate, da vidimo, odkot se gledate. Zadnjič mislim, da smo imeli eno gledalko tudi iz Kanade, tako da ne samo iz Slovenije, me veseli, da gledajo tudi od drugod nepremičninsko kavico. Torej napišite spodaj v komentar, odkot ste in kaj zdaj počnete, pijete kavico, čaj, limonado ali karkoli, da vidim, kaj v bistvu počnete, ali pijete z mano skupaj kavico in odkot smo. Jaz mislim, da najboljše, da se lotim kar današnje tematike, torej gradnja v lastni režiji, da ali ne. To je v bistvu eno tako vprašanje, ki ga dobimo bolj ali manj tedensko. Ali naj se stranke same odločijo, da bodo same gradile nepremičnino, ali pa naj se lotijo kar same gradnje. Pa poglejmo malo, kako je včasih vse skupaj to izgledalo, ne? Včasih je veljala gradnja v lastni režiji za nekaj samoumevnega, zato ker so gradili vsi. Pomagali so nam naši prijatelji, znanci, sorodniki. V bistvu je celo naselje, tam kjer se določena hiša, nekako sodelovalo v nekem prijateljskem vzdušju in so vsi gradili hišo. Čez vikend se je seveda kupila pijača, hrana in se je gradilo. Danes seveda temu več ni tako. Zakaj ne? Zaradi tega, ker se je nekako naš tempo življenja spremenil. Nimajo več naši prijatelji in znanci toliko časa, da bi lahko z nami gradili hišo. In še ena druga zadeva je, tudi sami standardi in sama tehnologija okrog tega se je zelo, zelo spremenila. Torej, če želimo mi graditi nizkoenergijsko hišo, zato potrebujemo usposobljeno osebo. In ne gre več to, da bi lahko zdaj opeke postavili, zgradili hišo in imeli čez eno leto hišo, kakor je seveda včasih vse skupaj izgledalo. Torej, spremenili so se časi, torej nimamo časa, tehnologija je šla naprej, kaj še zdaj tudi višje cene, recimo, če se sami odločimo in etapno nekako gradimo vse skupaj. In zaradi tega je tudi ponavadi zdaj gradnja nekako, da se odločite, da boste sami gradili, dražja. Napišite mi tisti spodaj v komentar, ki ste gradili sami, je bilo dražje in ali je trajalo tudi veliko več časa, kot ste si morda zamislili. Ker tukaj, ko sami gradimo, ne vemo, kakšne materiale v kakšnem času bomo dobili, kakšne materiale sploh potrebujemo. Zdaj se nam je seveda tudi gradbeni zakon spremenil. Ne moramo več tako sami graditi, kot smo včasih gradili.
In zdaj recimo, če se odločate, da boste šli v gradnjo v lastni režiji, torej da boste sami gradili, morate vseeno najmanj z tremi podpisati pogodbo in sicer z geodetom, ki bo nekako zakoličil in tako naprej, potem z projektantom oziroma prvo s projektantom, predvidevam, da boste podpisali, ki vam bo pripravil dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in seveda z nadzornikom. Kaj bo nadzornik počel? Nadzornik bo preverjal, ali vse skupaj poteka v skladu z samim gradbenim dovoljenjem, preverjal, kakšni so seveda ti materiali, ki jih vgrajujete, ali ustrezajo vsem standardom. Lahko vam tudi ustavi nadzornik gradnjo, v primeru, če bo ugotovil kakršnekoli nepravilnosti, tako da nadzornika torej nujno potrebujete. Torej, kot smo ugotovili, ni več tako enostavno vse skupaj, da bi lahko kar se odločili iz danes na jutri, da bomo šli v gradnjo v lastni režiji. Zdaj pa, če pogledamo mogoče malo bolj široko sliko, v primeru, da se odločite za gradnjo v lastni režiji od nakupa parcele. Tukaj imamo kar nekaj korakov, za katere jaz vedno pravim, da so dolgotrajni. Torej, če imate čas, če imate denar in če imate živce, to sploh ni problem. In če imate seveda kje bivati. Ker gradnja v lastni režiji traja od 1 do 2 let, bodimo realni. Zakaj? Prvič moramo prvo poiskati neko idealno parcelo. Zdaj si pa predstavljajte. Prvo ste iskali idealno parcelo 6 mesecev, pridete k projektantu in mu povete, kakšno hišo ste si vi točno zamislili in vam on pove, da takšne hiše pa na tej parceli žal ne morete zgraditi. Potem imamo, ko seveda mi najdemo ustrezno parcelo, moramo poiskati pravega projektanta, pravih projektantov oziroma dobrih projektantov, bom rekla, da je kar nekaj na trgu in ni takšen problem, da bi lahko dobili dobrega projektanta. Je tukaj bolj za tistega dobrega ponavadi izziv cena. Ponavadi se pri ceni ustavi, jo je toliko računa. Ja, dober projektant stane tudi nekaj denarja. In potem naslednja točka, poiskati gradbenika, ki nam bo to, oziroma ne, da ne bom skočila naprej, preden bomo lahko prišli sploh do tega, da bomo poiskali gradbenika, bomo mogli kaj, ko smo sklenili pogodbo s projektantom in naredili projekt, gradbeno dovoljenje. In tukaj nastopi kaj? Dopolnitev. Kako izgleda dan danes pridobitev samega gradbenega dovoljenja, vemo vsi. In da tukaj, da sploh lahko dobimo gradbeno dovoljenje v 6 mesecih, moramo res imeti srečo, dobesedno srečo. Ponavadi stranke pridobivajo gradbeno dovoljenje, lahko govorimo od 1 leta naprej. Zdaj si zamislimo to. Našli smo primerno parcelo, ki smo iskali pol leta, potem da smo s projektantom vse uskladili, rečemo 3-4 mesece. Da smo pridobili gradbeno dovoljenje, gremo nad 12 mesecev in potem gremo v iskanje ustreznega gradbenika oziroma podjetja, ki nam bo vse skupaj izdelal. In tukaj spet moramo paziti, za koga se odločamo, zaradi tega, ker najcenejši ne pomeni najboljši. Verjetno se strinjate z mano, dajte mi napisati spodaj v komentar, če se strinjate z mano. Torej, najcenejši ne pomeni najboljši in to jaz mislim, da mi lahko kar dosti ljudi tudi potrdi. Tukaj je res potrebno paziti na reference in se dobro pogovoriti, pa včasih tudi delati malo po občutku. Teda, tukaj je res kup nekih zank, v katere se lahko hitro, bom rekla, obesimo. Dobesedno, ja. Teda, zdaj pa v primeru, da pa mi imamo parcelo in da smo že projektanta nekako se odločili za njega oziroma pridobili projekt, jaz sem si mogoče enih par zadev napisala,
da vam lahko mogoče malo prednosti, ker neke prednosti pa vsekakor je, če se odločite za samo hišo na ključ. Torej, če smo že pridobili parcelo in seveda projektanta, ki nam je v bistvu izrisal hiško točno takšno, kot si želimo, in smo pridobili gradbeno dovoljenje. Kot smo prej ugotovili, samogradnja več ni tako enostavna. Torej, vseeno potrebujemo po zakonu, potrebujemo geodeta, projektanta in nadzornika. In zakaj potem, če se odločimo za gradnjo v lastni režiji, tukaj je vsekakor prednost ta, da lahko gradite takrat, ko imate čas in takrat, ko imate za to tudi sredstva. Ampak bi vam jaz vseeno rada povedala, da pri gradnji na ključ, torej če se odločimo za gradnjo da se nekako odločimo, da bomo sami gradili, moramo upoštevati tukaj še en vidik, in ta je, da nimamo določenih garancij, in če se karkoli zalomi, nas lahko to stane dosti več, kot smo za to dali, oziroma dosti več, kot če bi se odločili, da bi nam nekdo zunanji to delal. Ker smo mi želeli nekaj denarja prihraniti, pa smo si pogledali en filmček na YouTubeu, torej kako narediti fasado doma, sam, svoj mojster, se lahko hitro zalomi, da smo nekaj naredili narobe. In odprava teh napak nas bo stala veliko, veliko denarja, da ne govorimo tukaj tudi o času in o naših živcih, seveda. Tako da, prednosti, torej vsekakor fleksibilni delovni čas, in če gradijo naši znanci, je to tudi seveda dosti cenejše, in lahko gradimo, ko imamo seveda denar. Vseeno pa pri tej samogradnji je potrebno upoštevati, da če se že odločimo, da nam bojo gradili naši znanci, ki seveda obvladajo vse, da nam bo nadzornik to vse skupaj pregledal. In kot sem že na začetku omenila, nam lahko tudi zavrne določene zadeve, ustavi gradnjo, in ni vse več tako zelo enostavno, kot je bilo včasih. Jaz pravim, da tisti, ki res imajo denar, ki imajo čas, zakaj čas? Ne samo, da je gradnja v lastni režiji bolj dolgotrajnejša, potrebno je spremljati vsako fazo gradnje, ki jo nekdo naredi. Preveriti je potrebno, ali so bili vgrajeni pravi materiali, ali so se upoštevali vsi standardi pri gradnji. Tukaj je res en kup vidikov, za katere je potrebno dobro razmisliti, kaj in kako in s kom. Če pa pogledamo samo gradnjo, mogoče neke prednosti, zakaj se odločiti za eno hiško, ki jo recimo imamo mi danes v oglaševanju, ne bom rekla katero, ampak imate na trgu kup hiš na ključ, torej, ki že stojijo na neki določeni parceli. Tukaj seveda lahko dobite nepremičnino takoj, v primeru, da imate neki stanovanjski problem, ste ga rešili takoj, ne čakate leto, 2, 3. In tudi se ne ukvarjate z odpravo nekih napak, ki so na sami nepremičnini. Lahko keramika odstopi, lahko se kasneje ugotovi, da ni dobro narejena hidroizolacija ali da ni bila narejena fasada takšna, kot je bila dogovorjena. Vse to lahko, kadar se vi odločate za gradnjo hiše na ključ, torej da kupite neko nepremičnino, ki že stoji, seveda lahko to uveljavljate. V primeru, da kupite starejšo nepremičnino, torej staro že par let, pa še vedno lahko tukaj ugotavljate seveda skrite napake, ki se na nepremičnini pojavijo malo kasneje. Tele je en kup prednosti, ampak vedno so neke prednosti in slabosti na vsaki strani. Jaz nisem tukaj, da vam bom zdaj govorila, odločite se za gradnjo v lastni režiji, odločite se za to,
da boste si sami poiskali parcelo projektanta in potem neko podjetje, ki vam bo zgradilo hišo na ključ, ali pa da kupite hišo nekako že na trgu, ki je zgrajena in izgotovljena. Ampak zato, da vam mogoče vseeno malo predstavim ta vidik, ker res dobimo ogromno vprašanj, kaj pa, če bi si mi kar gradili sami, kaj mislite o tem, bi bilo to ceneje, glede na trenutno stanje, ko so se še materiali tako zelo podražili in same storitve. Jaz vsekakor mislim, da je gradnja na ključ ali pa nepremičnina, ki je že izdelana, vsekakor boljša rešitev. Ker tudi, ko se mi odločimo, da bomo dali to nekomu za narediti, torej je treba vse skupaj nadzorovati. Kaj vemo pri nas tudi? Čakati, klicati gradbenike, danes ga ni, zdaj se ne javi en teden, mogoče bo prišel naslednji teden, mogoče ga več ne bo in bomo mogli začeti seveda iskati novega gradbenika in gremo spet, čakamo, da z novim sklenemo, če sploh ima takoj čas, pogodbo in tako naprej. Teda, to je mogoče enih par točk, katere sem vseeno hotela izpostaviti, da dobite mogoče malo bolj širšo sliko, kako in kaj, ampak seveda je to moj vidik in se strinjam z vašim vidikom. Vas pa vabim, da spodaj napišete nekako svoje vtise oziroma te marketinške kavice ali pa tisti, ki ste gradili v lastni režiji, kako je vse skupaj potekalo, je potekalo gladko, hitro, brez napak in bojo mogoče tudi vsi gledalci dobili mogoče kakšne koristne informacije. Če pa se vam je utrnilo še kakšno dodatno vprašanje, bom jaz vesela in hvaležna, če postavite spodaj. Lahko nam pišete tudi v zasebno sporočilo, pa vam bomo poskušali čim boljše odgovoriti. To je to, kar se tiče današnje kavice. Jaz upam, da je bila zanimiva in koristna. Danes je sreda, kot sem že na začetku omenila, zunaj je sonce, teda izkoristite dan, nasmejte se, zadihajte in to je to. Vidimo se naslednjo sredo. Čau, čau.